Lep pozdrav v današnjem videu. Danes sem želel pokazati en program, ki ga uporabljam že kar nekaj časa, in sicer program se imenuje Chordify, se pravi Chordify. Ta program v bistvu združuje predvajanje pesmi istočasno s predvajanjem akordov. In to bomo pogledali v kratkem. Tole, kar trenutno gledamo, je začetna stran. Tukaj imamo iskalnik, vpišemo katerokoli pesem. Če je posnetek na YouTubu, lahko tukaj notri v iskalnik skopirate tudi link, torej direktno povezavo, lahko pa iščete samo pod ključno besedo. Potem imate pa možnost tudi naložiti pesem, če še ni na YouTubu. In potem, ko jo naložite, vam ta program izpiše akorde, tako kot pač jih je on sestavil. Res je, da ni vedno čisto točen ali pa zanesljiv, ampak lahko rečem, da v 90% primerov naredi zelo dobro stvar, no. Tako da je definitivno vreden vašega časa, če želite igrati recimo neko pesem v tem trenutku in potem rečete: zdaj bi pa to igral. In to je najlažja varianta, če želite v nekem trenutku eno pesem. Torej tukaj lahko spustite not MP3 oziroma še par drugih formatov in vam potem program sam na podlagi tega uploada naredi akorde in potem lahko igrate ob tem komadu z akordi. Torej tukaj pritisnete in potem z levim miškinim gumbom notri povlečete pač datoteko oziroma pesem, ki jo želite spremeniti v akorde. Dobro, in če gremo recimo sem in damo v iskalnik recimo Nina Pušlar, pritisnemo enter in tukaj lahko vidimo zdaj vse te pesmi. Tukaj na desni strani vidite Chordified, to pomeni, da je že narejena ta pesem z akordi, torej nekdo jo je že igral. Če pogledamo bolj točno, jih je bilo teh jamov oziroma teh preigravanj 48. Ne. Tukaj, kjer jih je nič, pa lahko desno vidimo, da piše Chordify now. In če pritisnemo to, takole potem izgleda ta proces. Minuto recimo je treba počakati, približno minuto. Evo, in sedaj je naložilo. Tukaj vidite zelo malo akordov, zato ker je to dejansko intervju in pač to ni bila glih dobra ideja, ampak toliko, da smo videli. Torej, če piše Chordify now, pritisnete in vam naloži, zgenerira akorde in vam potem pokaže to v diagramu. Pa dajmo recimo tale Ni ona retro, se pravi ta remake njenega že zelo znanega komada. Evo, in tukaj vidimo zdaj, če pritisnemo play. Torej se nam pesem predvaja in istočasno lahko gledamo menjave akordov. Tukaj imamo Simplify chords možnost. Ta funkcija, če jo vključimo, naj bi poenostavila nekoliko akorde, če pač vam še kateri od njih ne gre. Torej, to je ta funkcija. Potem lahko transponiramo višino, to pomeni, trenutno je iz E-mola, lahko damo F-mol, lahko damo Fis-mol, lahko damo G-mol. In vsi ostali akordi se nam transponirajo v skladu s tem prvim, a ne. Tale funkcija capo, tukaj, ki piše, s to funkcijo lahko pritisnemo recimo, capodaster želim imeti na drugem polju in nam potem spremeni vse prijeme glede na to, na katero polje smo tukaj postavili capodaster, ne. Se pravi, v osnovi imamo recimo tukaj E-mol in če damo capodaster zdaj na drugo polje in če želimo, da se sliši E-mol, moramo dejansko prijeti obliko akorda D-mol, ne.
To bi bilo potem tukaj, tukaj pa tukaj, na teh 3 strunah, če odprtega držimo. In tako naprej z ostalimi akordi, ne. Tako da je tudi zelo uporabno, če še ne razumeš koncepta Capodastra ali pa pač, če se ti zdi lažje samo gledati in ne preveč razmišljati, kaj točno moraš zdaj prijeti oziroma spremeniti, je to zelo dobra funkcija. Tukaj imamo 2 tipki za glasnost. Tukaj lahko spreminjamo tudi hitrost, torej zmanjšujemo ali povečujemo. Ta funkcija loop nam omogoča, da neki delček pesmi damo v bistvu na replay. Tele utripajoče kvadratke povlečemo levo, desno, vsakega v svojo smer, kolikor daleč pač želimo. In ta del, ki je zdaj modro obarvan, se nam bo predvajal do ustavitve, torej dokler mi ne pritisnemo gumba za stop ali pa tukaj križec. To je zelo dobra stvar, če želimo en del pesmi zvaditi ali pa neko menjavo akordov, da se nam predvaja, da ne rabimo se ukvarjati še s tem, da z miško potem spet damo start in tako naprej, ne. Tukaj imamo pa še, torej to je bila overview funkcija in lahko gremo pa pod diagrame, torej tukaj nam kaže tudi prijeme. Torej, tisti akord, ki je v tistem trenutku aktiven, se nam pokaže tudi spodaj v diagramu, tako da se ta diagram poveča in premikajo se te diagrami iz desne proti levi. Tukaj imamo zdaj še neke druge možnosti, in sicer to so bili akordi za kitaro. Zdaj lahko tukaj pritisnemo ukulele in se nam tukaj prikažejo akordi za ukulele, torej prijemi za ukulele. Ali pa za klavir. Tako da tukaj je veliko enih opcij. Če želimo igrati, lahko igramo praktično s 3 različnimi inštrumenti v tem primeru. Če damo pa ta overview, pa se smatra, da te prijeme že poznamo in pač nam predvaja samo diagrame vzdolžno navzdol.